razstava v Ekurni ima naslov Manierizmi. Zdaj, s tem naslovom ne govorim o manierizmu v zgodovinskem obdobju, o umetnostnem zgodovinskem obdobju, ampak o manierizmu v smislu ponavljanja nekih oblik, žanrov, podobe ali pa slike ali pa umetniške podobe skozi čas, do sodobnosti. Mogoče lahko naredim primerjavo med mojo prejšnjo razstavo v Muzeju sodobne umetnosti z naslovom Lightroom in to razstavo. Lahko bi rekel, da tista razstava se je ukvarjala z nekakšnim ogrodjem, ki omogoča nastanek podobe v našem času oziroma zdaj. Ta pa mogoče se potem ukvarja z produktom, ki ga tisto ogrodje proizvede. Torej, obrazstavni tekst za to razstavo je napisala v celoti umetna inteligenca, in to kitajska umetna inteligenca DeepSeek. Zdaj, nekako se ta način pisanja o razstavi se mi zdi povezuje z nastajanjem podob danes, tako fotografskih kot kakršnihkoli, tako ali tako so več ali manj vse digitalne. In se mi je zdelo neko lepo konceptualno pokrivanje za indirektno razlago razstave oziroma del, ki omogoča gledalcu, da si ustvari neko svojo predstavo o tem, kaj gleda, brez da bi mu nekdo podal odgovor. Manierizmi, s tem sem hotel tudi se lotiti oziroma izhajalo iz tega, da sem se spraševal, kako določeni žanri še lahko nastajajo, ne? Ko smo že vse predelali zgodovinsko gledano, na kakšen način lahko nekaj še legitimno pokažemo kot umetniško delo, recimo portret v tem primeru. S tem sem imel dolga leta težave in tukaj mi je končno uspelo skozi medij fotografije, specifično digitalne fotografije ali pa digitalizirane fotografske podobe, narediti portret, ki se mi zdi, da lahko zdrži v kontekstu sodobne umetnosti danes. To pa zato, ker ta portret oziroma ta fotografija se mi zdi, da je že izgubila neke te, kako bi se rekli, tradicionalne lastnosti, objektivnosti fotografije in je postala digitalna. In s tem, da je postala popolnoma digitalna, je postala tudi bolj slikarska. Torej, iz tega vidika, ko jaz posežem v fotografsko podobo, digitalizirano fotografsko podobo v računalniku, se mi zdi, da dejansko pač to ne posega v njeno bit, ne, v njen način obstoja. Hočem reči, smo samo prestavili neke piksle, ampak nismo pa spremenili nečesa fiksiranega. Torej, zanima me, kako fotografska podoba postane fluidna in bolj slikarska v primeru poskusa upodobitve portreta, ki se pojavlja na tej razstavi v dveh primerih. To je slika James, Melbourne 2003 se mi zdi, da je naslov, in Tom, ki sta oba moja prijatelja. Torej, še neka osebna povezava tukaj, ki spet to predstavljanje kot torej neko osebno povezavo kot umetniško delo problematično, ampak mogoče rešujem to povezavo, ta problem ravno skozi ta izbris. Ker v tej prepoplavi podob v bistvu se mi zdi, da nekaj dela vidno, nekaj postane vidno, ali pa mogoče človek, oseba, portret postane viden šele skozi izbris. Torej, na razstavi se ukvarjam z recimo medijem fotografije, analogne fotografije do digitalne fotografije in v odnosu do slike. Razstava deluje
po mojem dosti slikarsko, zaradi tega, ker tudi je bil vedno v mojih mislih odnos teh podob s slikarstvom oziroma z umetnostno-zgodovinsko linijo, slikarsko linijo. Torej, v prvem prostoru galerije na desni je razstavljena serija slik, ki se ukvarja to so manjši formati in se ukvarjajo z vprašanjem tega nekega toka podob zdaj. Razumem jih kot neke vrste fizične ali pa fizikalizirane thumbnaile iz računalnika. Več ali manj so te podobe nastale na mojem mobilnem telefonu, kriterij za izbor je bil pa naknadno neka specifičnost, ki spominja na nekaj, a tega zares ne predstavlja na jasen način. Torej, zanimal me je, kako se podobe porajajo danes in kako jih lahko ustavimo, glede na to, da so konstantno v toku. Potem na drugi strani, na drugi steni, v istem prostoru je pa triptih z naslovom Semič in to so edine klasične analogne srebro-želatinaste fotografije na celotni razstavi, ki pa spet sicer skozi zelo tradicionalen medij skušajo predstaviti podobo na sodoben način in spet ponoviti to vprašanje različnih žanrov. Ker v tem triptihu imamo recimo žanr tihožitja in žanr portreta. Portret je namreč brez glave, tihožitje je pa zelo nekako umazano, zelo zemeljsko, zelo fizično, zelo nedigitalno in zato se mi je zdelo tudi primerno za razstaviti na ta način. Mogoče je pomembno omeniti, da veliko teh del je tudi dejansko v manjši meri prilagojenih z umetno inteligenco. Torej, skozi programsko opremo uporabljam filtre, ki uporabljajo umetno inteligenco za spremembo podobe na nekakšen način. Recimo, spet v prvem prostoru, ko pridemo noter, zagledamo na steni eno sliko nekega kupa gmote peska v bistvu, ki mogoče sprva ni čisto jasno, kaj je in je obarvana. Tudi zaradi te nenavadne obarvanosti postane še manj jasno, zakaj točno gre. Tukaj sem naredil to, da sem fotografijo, skenirano fotografijo iz filma, ki je nastala že pred 14 leti, recimo, obdelal v Photoshopu s filtrom, z umetno inteligenčnim filtrom za kolorizacijo fotografij. In zato, ker podoba ni jasna, v smislu, na njej ni ljudi, ni obrazov, ni dreves, umetna inteligenca ne ve točno, na kakšen način bi jo obarvala in rezultat je tak, ki je tukaj. Potem imamo še v večjem prostoru, poleg portretov, še triptih v rozastih okvirjih oziroma rožnatih okvirjih, ki sem jih sam pobarval. Ta triptih je enako rezultat skenov negativov, ki so nastali pred dolgimi leti in so bili že v bistvu del ene serije pokrajine. Vendar sem jih zdaj povečal. Skenirane so bile z boben skenerjem in potem natisnjene, brez posega v osnovni dokument. Torej, podoba je črno-bela, ampak zaradi tega, ker skener ne omogoča črno-belega skena, dobi neko barvo, nek hue.
in odločil sem se, da to obarvanost podobe pustim. In ta obarvanost je bila rahlo rožnata in zato sem potem same okvirje naredil naknadno za podobo, ki dejansko predstavlja rjuhe, ki se sušijo na nabrežju indijskega mesta Varanasi. Potem je pa še slika, ki nosi isto ime kot razstava sama. Ta slika je naslovljena Manierizmi in je v resnici fotografija, rahlo obdelana, ampak minimalno, bistveno ne spremeni te podobe, ki je nastala pač straight fotke, no, bi se temu rekel. In ta fotografija je nastala na Kotnikovi v Ljubljani. Je pa fotografija oziroma dobeseden in ena, kar se tiče dimenzije, ena prenos fasadnih panelov iz neke poslovne stavbe na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Torej, zanimala me je možnost direktnega prenosa, neke fotografskega prenosa, neke stvari na platno in kaj se dejansko po tem posegu spremeni. A je to potem fotografija, a je slika, a je dokument? To je bilo vprašanje. Potem imamo pa še sliko oziroma fotografijo z naslovom Trying to be something you're not. Pomemben je naslov zaradi tega, se mi zdi, ker naslov doda plasti v osnovni podobi. Podoba je žabe, ki se, ne bi rekel skriva, ampak je živela v nekem kotu WC-ja na Tajskem, ker sem bil na dopustu. In sem jo slikal. In žaba je spreminjala barvo in se je skušala poenotiti s to steno, kar ji pa ni nikoli popolnoma uspelo. Zato naslov Trying to be something you're not, ampak ta naslov potem gre tudi globlje, ne, v smislu, ok, na enem nivoju lahko rečemo Trying to be something you're not kot umetnik, kaj je moja funkcija, kaj jaz tukaj v bistvu počnem, se samo pretvarjam, da sem umetnik, ali sem res umetnik, kaj pomeni biti umetnik, kaj. Potem na drugem nivoju, je sama žaba, ki se pretvarja, da je stena, pa ji to ne ratuje najbolj uspešno. Na tretjem je podoba, ki se pretvarja, da je realnost, torej fotografija, ki skuša ponavljati na objektiven način neko resničnost in to po mojem tudi najbolj uspešno, sigurno več ne uspeva. Na koncu pa še sama pozicija slike. Slika je obešena vzgoraj, tako da jo moramo gledati navzgor in pod kotom, tako da je ona obrnjena proti nam navzdol, kot so bile včasih, ali pa so še vedno verjetno te religiozne ikone. Potem je pa še slika, ki v bistvu, oziroma fotografija, ki izgleda kot monokrom. Je podoba gradienta neba. Če gremo na internet in vtipkamo sky gradient ali pa sunset gradient, dobimo na stotine tisoče teh podob na raznih shutterstockih in tako naprej. Vendar tukaj gre za specifičen gradient na točno določenem mestu. Nastal je na začetku leta 2025 na otoku Ko Chang, kakšnih 10 minut po zatonu sonca. In zanimala me je v bistvu povezava, torej spet vprašanje fotografije, ki nekaj prikazuje, vendar ta nekaj postane nekaj popolnoma abstraktnega. Ta abstrakcija je skoraj monokrom, torej
povezava oziroma nihanje fotografije in slike, pa nihanje med fotografijo in slikarskim monokromom.